Lepo pozdravljeni. O trenutni epidemiološki situaciji, cepljenju, zdravljenju in ostalih izzivih povezanih z epidemijo COVID-19 bodo danes pregovorili minister za zdravje Danijel Bešič-Loredan, namestnik vodje delovnega paketa klinična obravnava in zdravljenje pri posvetovalni skupini na NIJZ, sicer pa infektolog na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja na UKC Ljubljana, profesor dr. Janez Tomažič, vodja posvetovalne skupine pri NIJZ in predstojnik centra za nalezljive bolezni na NIJZ Marijo Kangel, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje magister Tadej Osterc, strokovna direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Teja Stegne-Ignjatovič, Zdravstvenemu domu Ljubljana se obenem ob tej priložnosti zahvaljujemo za gostoljubje, in pa vodja službe za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje Tanja Petkovič. V besedi najprej vabim ministra. Andreja, hvala. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom pravzaprav zelo kratek. Tisto, kar smo zastavili poleti, zdaj ko je prišla jesen, se je udejanilo, besedo ima naša stroka, sistem ali pa vse, kar smo zastavili, funkcionira. Posebej bi opozoril na izjemno tvorno in učinkovito sodelovanje med NIJZ, med MZ in vsemi izvajalci. V tej priliki bi se tudi zahvalil vsem zdravnikom in medicinskemu osebju, ki tudi tvorno sodeluje, upošteva navodila in tako naprej. Bi se pa obrnil seveda na širšo javnost v kontekstu COVID je z nami, prihaja gripa, prihaja jesen. Danes smo v zdravstveni ustanovi, v tej priliki zahvalil zdravstvenemu domu, da smo lahko tukaj, se pravi v prvih bojnih linijah. Imamo maske, znamo se pravilno obnašati in tako pravzaprav gremo skozi celo jesen in zimo. To je naš namen, da pravzaprav COVID sprejmemo, da je z nami, da znamo živeti z njim, da ostanemo zdravi, da če smo bolani, ostanemo doma. V vseh podrobnostih bodo govorili strokovnjaki, ker je posebej njihova. Z moje strani še to, da v bistvu, kar se tiče vloge Ministrstva za zdravje, mi bomo naredili vse, da zdravstveni sistem ne ustavljamo. Torej, da vsi programi, vse storitve tečejo. Na srečo imamo zdaj močna orodja, to je prilagojeno cepljenje, mi moramo zaščititi pravzaprav vse rizične skupine, imamo zdravila, imamo jasne protokole in jaz verjamem, da bomo skupaj zmogli. Na ministrstvu in tudi na vladi seveda ostajamo na stališčih in jih tudi trdno zasledujemo, torej ostajamo odprta družba, zavedamo se, da COVID je med nami in apeliramo na vse ljudi, da ostanemo zdravi in sprejmimo pravzaprav neko novo realnost, ki nas čaka najverjetneje tudi naprej, ne samo s COVID-om, ne samo z opičjimi kozami, verjetno bo še kaj, ampak smo kot družba pripravljeni na vse izzive, ki nas čakajo in smo pripravljeni tudi na to, da naš zdravstveni sistem ohranimo tak, kot je, da bodo vsi pacienti prišli do zdravstvene storitve, ki jo potrebujejo. Takrat, ko jo res tudi potrebujejo. Tako da, z moje strani še enkrat poziv ljudem, vemo, spremljamo, COVID je z nami, naučimo se živeti s COVID-om, vendar ni izrednih razmer, poskušamo to jesen in to zimo pravzaprav preživeti tako, da bomo spomladi še bolj odprta družba in mnogo lažje. Hvala. Hvala, gospod minister. Zdaj bomo besedo predali profesor doktorju Janezu Tomažiču, ker se mu potem mudi nazaj na kliniko. Doktor Tomažič nam bo povedal nekaj več o samem zdravljenju in o zdravilu. Izvolite. Vsi lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Kliniki oziroma vsi zdravniki imamo v zadnjem času na voljo kar veliko orožij, s katerimi lahko obvladujemo COVID-19. Seveda je temelj, še vedno moramo omeniti cepljenje, ki je najučinkovitejše, najbolj dostopno, enostavno in tudi varno in najcenejše.
Omenil bi novo zdravilo Paxlovid, katerega glavna lastnost je, oziroma ima več dobrih lastnosti. Pomembna je, da je to oralno zdravilo in je zelo učinkovito, za skoraj 90% zmanjša potrebo po hospitalizaciji in še večjem deležu smrtnost. Poleg tega je tudi zelo varno, ampak tu je treba povedati, da zdravniki, ki predpisujejo to zdravilo, ga morajo dobro poznati. Namreč zdravilo ima dve učinkovini, ena je farmakološko aktivna, zavre življenjski krog virusa, druga pa v bistvu ojača to delovanje. In to drugo zdravilo se potem lahko vpleta v součinkovanja z drugimi zdravili. Vemo, da ta zdravila predpisujemo predvsem starejši populaciji, ki ima veliko bolezni, komorbidnosti, veliko polifarmacije, to pomeni, da prejemajo številna zdravila in zato je treba biti previden. Kljub temu, da zdravilo damo samo 5 dni, je vseeno pride lahko pri določenih dodatnih zdravil do součinkovanja. Če omenim samo zdravila proti strjevanju krvi, je treba biti pozoren, ker lahko pride do krvavitev, lahko pride do tromboz. Skratka, zdravniki morajo biti s tem seznanjeni in to smo v zadnjem obdobju počeli preko zbornice in pisno navodila in tako naprej. Vedno je treba pač pogledati ta součinkovanja in to je zelo enostavno, lahko imamo na telefonu aplikacijo, mednarodno združenje, ki to posodablja in lahko to pogledamo oziroma se posvetujemo z infektologom ali pa farmacevtom. Še en logistični problem pri tem novem zdravilu je, da ga je treba dati v roku 5 dni. In logistični pomeni, da mora se testirati oseba, priti do zdravnika, vemo, kako je to včasih težko, in potem, ko je pri zdravniku, če se vse pač je indikacija za zdravljenje, predpiše zeleni recept in oseba gre v lekarno in zdravilo dobi. Skratka, prej dobi zdravilo od začetka bolezni, bolj je učinkovito. Če nekaj poudarjam, mreža za zdravilo, dostopnost mora biti enaka ali v zdravstvenem domu Metelkova, ali v Idriji, ali nekje v Prekmurju. Skratka, vsi zdravniki morajo biti seznanjeni in seveda naši varovanci morajo imeti dostop do tega zdravila, kjerkoli, lahko se dobi v lekarni. Poudarjam, da je potrebna dobra zdravstvena informacija, strokovna informacija za vse zdravnike, zdravstvene delavce na eni strani, na drugi strani pa tudi splošno prebivalstvo, da ve, komu je to zdravilo namenjeno. Namenjeno je predvsem osebam, ki imajo imunsko pomanjkljivost, hudo imunsko pomanjkljivost. Vemo, da se te slabše odzovejo na cepljenje, da so dovzetne za večkratne okužbe, da pri njih poteka bolezen huje in tudi lahko dolgotrajno, kar nekaj tednov lahko vročino. To so osebe, potem pa vsi starejši od 60 let, še posebej, če imajo kakšne dodatne bolezni in pa tudi prekomerno osebe s prekomerno telesno težo. Dobro, da informiramo splošno javnost, da tudi svojci, prijatelji od teh oseb, ki so starejše, pa pogosto ne sledijo, pa ne vejo za to možnost. Skratka, splošna javnost je pomembna, da ve, da imamo zdaj nekako nova orožja v rokah. Torej, kaj je še možno? Imamo tudi še zdravilo, ki smo ga zdaj uporabili, to je Remdesivir, ki se ga daje v žilo intravensko, ampak je potrebna hospitalizacija, je tudi zelo učinkovito zdravilo. In v zadnjem času imamo tudi novo monoklonsko zdravilo, torej sestavljeno iz 2 monoklonskih protiteles, to je zdravilo Evusheld, ki smo ga do sedaj uporabljali kot pre-exposure profilaksa, zaščita pred izpostavitvijo, predvsem za imunsko zelo okrnjene osebe. In to zdravilo se daje enkratno intramuskularno v glutealno mišico levo-desno in 6 mesecev preprečuje, da
bi oseba ponovno zbolela. Zdaj ima pa tudi indikacijo za zgodnje zdravljenje, kar je enako potrebno zelo zgodaj tudi v obdobju 7 dni. Prednost je, da se da intramuskularno v mišico in zanimivo zdravilo je tudi zato, ker ga uporabljamo za zdravljenje in hkrati preprečimo naslednjo okužbo v roku 6 mesecev. To so, bi rekel, glavna orožja, ki jih imamo na voljo v kliniki. Zelo pogosto primerjamo COVID-19 z gripo. V zadnje 2 leti, ves čas so neke primerjave. Torej, če zdaj pragmatično naredim primerjavo, če primerjamo cepivo, ki ga imamo proti COVID-19, z cepivi, ki jih imamo proti gripi, je neprimerno bolj učinkovito cepivo proti COVID-u. Zdravila, ki jih imamo na voljo, so neprimerno bolj učinkovita kot zdravila, ki jih imamo proti gripi. Še vedno je COVID hujša, nevarnejša bolezen od gripe. Vendar to, kar sem rekel na začetku, če uporabimo vsa orodja in orožja, ki jih imamo danes na voljo, torej cepljenje, zdravila, se, kar se tiče hospitalizacij in smrtnosti, približujemo gripi. Seveda, to, kar imamo na voljo, je treba uporabiti. Uporabimo lahko tako, da to vejo strokovnjaki, zdravniki, farmacevti in na drugi strani uporabniki. In kadar je to potrebno, tudi uporabno. Cepljenje, bom še enkrat omenil, upam, da so vsi tisti z raznimi čipi, da je to zgodovina. Jaz sem se 4. cepil pred 4 dnevi in imam še vedno samo eno glavo in še vedno samo originalni čip, ki ga imam od rojstva. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, vkolikor imate kakšno vprašanje za dr. Tomažiča, prosim, če ga zastavite zdaj, ker se mu s tem kot rečeno mudi. Izvolite, STA. Ja, mogoče glede tega faktu, da mogoče veste, koliko ljudi ga je do zdaj prijel, saj okvirno, kakšne so izkušnje, je pomagalo, je to v bistvu naredilo kar obljubljalo, če to da. Ja, zdravilo, kot rečeno, je učinkovito in varno. Mora biti v rokah zdravnika, ki se na njega spozna. Predpisano, jaz osebno sem ga že predpisal skoraj 10-krat in verjamem, nima zdaj statistike, ampak mislim, da se kar množično uporablja in odlično. Z eno besedo, novost, ki jo je treba zagrabiti z vsemi lekarni. Pol teh nestet oseb recimo ni potrebovali bolnišničnega zdravljenja. Ni. Rekli ste, da je zelo pomembno, da zdravniki poznajo zdravila, da bi to komu lahko predpišejo. So se seznanili s tem, so se bili izobraženi, lahko rečete, da vsi vedo ali da se bodo iz nevednosti raje ne posluževali? Torej, naredili smo veliko. Bilo je posvet na Zdravniški zbornici Slovenije, kjer je bilo 700 poslušalcev preko Zooma. Želel bi si, da bi jih bilo 3-krat več. Skratka, potem smo tudi napisali to v razna glasila, potem v zbornične informacije, ki jih imajo online in po različnih bolnicah. Skratka, razposlali smo navodila, ki so zelo dobro napisana in torej vse možnosti so, da bi vsak se lahko seznanil s tem. Pričan sem pa, da vsi zdravniki v Sloveniji tega ne vedo. Žal. In zato se mi zdi pomembno, da ponovno in ponovno podarjamo s temi zdravili. Jaz imam dolgoletne izkušnje tudi pri HIV-u, je tako, da jih je treba ponavljati, kot reklamo za Coca-Colo. Ker vedno prihajajo novi, ki ne vejo, da je to nekaj najboljšega. Kaj smislu? Pa mislite, da je bolj, zdaj ko se odločajo ljudje za cepljenje, kot prvi ali za tako zdravilo, kaj mislite, da boste bolj? Ne, jaz mislim, da še vedno zdaj je prišlo novo cepivo, ki je kombinacija originalnega wuhanskega tipa 1 in pa zadnje variante BA4-5, tako da treba je energijo usmeriti še vedno v cepljenje.
Cepljenje je absolutno, kot sem rekel na začetku, najučinkovitejše, najbolj dostopno, cenejše in tako naprej in tudi varno. Cepljenje je na prvem mestu. To velja za vse infekcijske bolezni. Če imaš na voljo cepivo, cepi se. Bolje pa potem izhod v sili. Mogoče se to še vedno velja, to pravilo iz tretjih valov, da na intenzivnih oddelkih na navadi prevladujejo necepljeni tudi prej. Zdaj večinoma prevladujejo te, ki imajo hude imunske motnje. To so prejemniki presadkov, to so bolniki onkološki, ki imajo močna, bom rekel, da močna je tak izraz, ki imajo pač zdravila, ki uničujejo predvsem protitelesno imunost. Starejši bolniki, tisti, ki so bili cepljeni že več kot 6 mesecev nazaj. Skratka, predvsem ta je ranljiva skupina, ki imunsko oslabeli, pač se žal slabo odzovejo na cepljenje. Za te je zelo pomembno to, kar ste vi vprašali, da imamo ta orožja v rokah. Za številne je pa cepljenje dovolj. Skratka, predvsem ti, ki niso bili cepljeni, predvsem ogroženi zelo, niso bili cepljeni ali pa cepljeni že preveč udaljeno. Kakšna pa je zasedenost po bolnišnicah zdaj? Ja, pri nas je kar dobra zasedenost, predobra, bom rekel. Skratka, vse te covidne postelje so zasedene, intenzivni enoti pa jih je seveda manj. Kar vemo v obdobju omikrona, da ni tako patogen, virulenten, kot so bili prejšnje različice. Še tukaj imamo. Ali lahko zajamčite, da bo dovolj na razpolago cepiv in zdravil, glede na to, da velike farmacevtske družbe že opozarjajo, da določenih zdravil, predvsem za kronične bolezni, bo začelo primanjkovati? Torej, govorimo o covidu. Dobro, super. Torej, zaenkrat, vedno, ko pride kaj novega, je vedno zadržek, strah, da bo zdravila zmanjkalo. Do zdaj se nikoli to ni zgodilo, kvečeno je kaj ostalo. Tako da zaenkrat je dovolj. Zaenkrat je dovolj, so potem tudi nova naročila, ki smo jih že izvedli. Tako da mislim, da z te strani ni strahu. Besedi pa zdaj vabim vodjo posvetovalne skupine pri NIJZ, Marjana Kratla. Izvolite. Lepo pozdravljen. Kaj sploh še dodati? Dajmo začeti z epidemiološko situacijo in kaj nas čaka. Še ena jesen in zima je pred nami, s covidom, z gripom. To so dejstva. Kakšna so še dejstva? Številke naraščajo okužb, kot je bilo napovedano, tako kot so projekcije povedale, že pravzaprav poletja, da nas čaka ta jesensko-zimski val. Številke naraščajo tudi drugod po Evropi, torej tale jesenski val se je začel tudi v drugih državah. Avstrija recimo nas je prehitela pri številu okužb. Številke bojo verjetno po sedanjih projekcijah naraščale tam do druge polovice oktobra. Kaj se zgodi, zatem sledijo še vedno hospitalizacije, tudi te, na žalost, se začnejo pač dvigati navzgor, situacija v intenzivkah še vedno zaostaja, ampak je precej ugodna. Kaj to pomeni? Dajmo postaviti res tista jasna dejstva. Ključno, kar je spremenilo pravila igre, je pravzaprav različica Omikron. Različica Omikron glede njene enormne pravzaprav okužnosti, že februarja 2022, ko smo imeli zelo veliko nefarmakoloških ukrepov, so številke okužb rasle zelo strmo. Imeli smo na dan več kot 20.000 okužb, spomnimo se. Kar je pa razlika pri Omikron različici, je ta, da seveda ni tako huda, hospitalizacije je pa bistveno manj. Skratka, Omikron je še vedno Omikron in to velja tudi danes. Kaj je zdaj različnega, kaj je novega v tej, kako se bomo spopadali s to jesenjo in s to zimo? Ja, nekaj novosti, nekaj pa ostaja isto. Torej, Omikron za sedaj je še vedno Omikron. Imamo pa nova orodja. Slišali ste o zdravljenju. To spreminja pravila igre. In imamo nova, prilagojena cepiva, ki so na voljo, pravzaprav vsem, toliko bolj seveda zaščita ranljivih skupin in vseh osebah pravzaprav nad 60 letom starosti je ključna. Kaj ostaja isto, vam lahko povem? Ostaja eno dejstvo tudi nespremenjeno. Na koncu te jeseni in zimi, ko si bomo gledali, kire države so bile bolj uspešne in kire države so bile manj uspešne, na koncu govorim torej, kdo bo preprečil čim večje število smrti,
pravzaprav bojo bolj uspešne države, ki so bile uspešne pri precepljenosti rizične populacije. Torej tiste, ki bojo najbolj uspešne z osnovnim cepljenjem in s poživitveni odmerki pri prebivalstvu nad 60 letom starosti. To pač se je izkazalo predhodno in se bo izkazalo pravzaprav predhodno. Tole je tisto, kar moramo narediti, da gremo nekako z farmakološkimi ukrepi. To je ta premik, ki se je zgodil povsod po Evropi zaradi omikrona in pravzaprav so farmakološki ukrepi zdravljenje in preventiva, še enkrat cepljenje, nova, prilagojena cepiva so na voljo, ki spreminjajo pravila igre. Pripravljeni smo seveda na vse, sledimo številkam, pripravljeni smo na vse scenarije, ampak kot ste slišali, kar si želimo, je iti z pristopom, ki temelji bolj na farmakoloških ukrepih, zdravljenje, preprečevanje hudih potekov bolezni, preventiva, cepljenje čez to jesen in zimo. Jaz tukaj ne bom dolg, kaj lahko sem naredil, lahko se zahvalim vsem izvajalcem cepljenja tukaj za menoj, da omogočajo, da je to cepljenje dostopno, da vsak, ki se odloči za cepljenje, pač lahko pride do cepljenja v najkrajšem možnem času. Lahko ne moram ne izpostaviti domove za starejše občane, to je kritična lokacija, ker spet se bo pač spremljalo, kako uspešni bomo v, dajmo reči, obvladovanju COVID-19 letos in v naslednjem letu. Kakšne so razlike tukaj? Pač seveda tudi tukaj je precepljenost, naj bo visoka. Tisti, ki niso še pristopili z osnovnim cepljenjem in tisti, ki niso še pristopili s prvim ali drugim poživitvenim odmerkom. Vse to je sedaj na voljo, vse to je za izkoristiti. Zahvala svojcem, ki pomagajo izvajalcem cepljenja, da lahko v DSO-jih pravzaprav se cepljenje izvaja. In kar se mogoče velikokrat pozabi, zahvala samim oskrbovancem, vsem tistim, ki so se odločili za cepljenje, zahvala vsem tistim nad 60 letom starosti, ki so se odločili za osnovno cepljenje, ki so se odločili sedaj za prvi ali drugi poživitveni odmerek. Hvala, ker skrbite za vaše zdravje. S tem, ko skrbite najprej za vaše zdravje, skrbite pravzaprav za zdravje vseh nas. Pravzaprav zdravje je skrbite vsem. Hvala lepa. Kot smo večkrat povedali, tesno sodelujemo s stroko. O vlogi ministrstva bo zdaj nekaj besed povedal državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, magister Tadej Ostrc. Andreja, hvala, lepo pozdravljeni še z moje strani. Kot je bilo že večkrat povedano, na Ministrstvu za zdravje vidimo svojo vez med stroko in pa med izvajalci, na drugi strani in uporabniki zdravstvenih storitev. Koordinacijska skupina na Ministrstvu za zdravje je v nenehnem stiku tako s strokovnimi skupinami in tle bi se še tudi jaz želel zahvaliti še enkrat na tem mestu vsem strokovnim skupinam, ki delujejo tako na NIJZ-ju, kot tudi skupina profesorja Reba za bolnišnične kapacitete, izjemno dobro tvorno sodelovanje. In naša, se pravi, potem pa naša naloga pa je, da mi vse to, kar stroka pove, te usmeritve, da tudi udejanjimo, da poskrbimo za organizacijske, finančne in pravne okvirje. Zaenkrat nam to zelo dobro uspeva, pa bom šel mogoče kar po sklopih pri cepljenju. Kot vidite, je na voljo novo prilagojeno cepivo, cepljenje v cepilnih centrih tudi tukaj za nami zelo dobro poteka. Mi smo v stiku tako z izvajalci, tistimi, ki bi kakršnekoli težave še mogoče imeli, da nam povejo to, da jim pomagamo. Zaenkrat enotnega pristopa k cepljenju ni, ampak smo to prepustili izvajalcem, ker kot veste, kot je že profesor povedal, razlikujejo se posamezne regije, razlikuje se dostopnost in mislim, da v zadnjih 2 letih so se zavodi in izvajalci s tem zelo dobro soočali, tako da jim prepuščamo to in zaenkrat so informacije zelo spodbudne, prav tako z domov za starejše občane. Kar se tiče zdravil, je ideja taka in ne strategija, da v bistvu prenesemo aplikacijo samega zdravila ali pa tudi jemanje zdravil iz bolnišnic z namenom, da ščitimo zdravstveni sistem, da so bolnišnične kapacitete na voljo za tiste storitve, ki jih pacienti mogoče v zadnjih 2 letih niso imeli na voljo in da vse teče po dveh tirih, se pravi, da se sočasno borimo tako z COVID-om, s tistimi bolniki, ki so imunokompromitirani, starejši, da to zdravljenje poteka, po drugi strani pa, da se zdravstveni sistem ne ustavlja, da storitve, elektive, operacije potekajo normalno. Zdravila Paxlovid je na voljo dovolj, regijski ključ je bil narejen skupaj s stroko, tako da so v vseh dežurnih lekarnah, v vseh bolnišnicah je to zdravilo na voljo.
V okviru strokovnih združenj so bila narejena tudi izobraževanja glede uporabe. Tukaj je že profesor Tomažič že zelo dosti povedal, tako da se ne bi ponavljal. Ne smemo pa na koncu pozabiti še na nefarmakološke ukrepe. Prihaja novo šolsko leto, študijsko leto, študentje se vračajo v univerzitetne regije in centre in tukaj je tudi za njih na voljo, tako kot za vse ostale šoloobvezne otroke in dijake, 10 testov za samotestiranje na voljo, tako da smo šli v skupno kampanjo in na tem mestu še enkrat zahvala NIJZ in Ministrstvo za izobraževanje, kjer sta ministra podpisala skupno pismo študentom ob začetku študijskega leta, kjer se jim točno pojasni, kaj vse je na voljo, od testov za samotestiranje do povečane uporabe aplikacije Ostani zdrav. In tukaj mogoče zdaj lahko še s tem zaključim, da v bistvu ključ do vsega, poleg cepljenja, poleg zdravila, je naše odgovorno obnašanje, se pravi, če smo bolani, da pomislimo, da so med nami tudi ljudje, ki COVID-a mogoče ne prebolijo tako enostavno, ker imajo določena bolezenska stanja ali pa drugačno zdravstveno stanje in da ščitimo njih, poleg tega, da ščitimo tudi sebe. Hvala. Zdaj pa k besedi vabim strokovno direktorico Zdravstvenega doma Ljubljana, gospod Tejo Ignjatovič. Kot vidite, je za nami cepilni center, kako so se v Zdravstvenem domu Ljubljana organizirali s cepljenjem, pa nam bo povedala. Izvolite. Najlepša hvala. Torej, v Zdravstvenem domu Ljubljana smo že v prihodu novega cepiva, torej priloženega na različico Omikron BA1, zaznali povečan interes za cepljenje in seveda smo se takoj odzvali, tako da smo na posamezne cepilne dneve povečali število cepilnih mest, povečali število cepilnih ekip, naročili dodatno zdravilo in na ta način v bistvu zagotovili dodatne termine za ta interes. Dejstvo je, da je cepljenje in delo v cepilnem centru izjemno fleksibilno. Na pretekle izkušnje pol drugega leta s cepljenjem proti COVID in glede na kadrovske resurse, ki jih imamo, smemo, da je organizacija cepljenja skoncentrirana na konec tedna edina smiselna, ampak da na tiste dneve v bistvu zagotovimo maksimalno število cepilnih mest, seveda pa se glede na povpraševanje to ves čas prilagaja, tako da v preteklem tednu smo imeli na cepilni dan 300 oseb, ki se je cepilo. Danes tukaj za nami je cepilni center odprt cel dan, tako da predvidevamo okrog 600, mogoče tudi kakšno osebo več na današnji dan. Cepimo z vsemi cepivi, seveda je največje povpraševanje po najnovejšem cepivu, tako da večina cepljenja s 4. odmerki, do 5 oseb na cepilni dan pride tudi za prvi odmerek, tega smo tudi še posebej veseli. Tako da mislim, da cepljenje poteka dosti tekoče, seveda pa v prihodnje si želimo še večjega interesa, da v bistvu zaščitimo populacijo. Hvala. Kot smo večkrat poudarili, je pri obvladovanju epidemije ključna zaščita ranljivih skupin. K besedi vabim vodjo službe za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje, Tanjo Petkovič. Hvala lepa, Andreja. Lepo pozdravljeni. Sem vodja skupine, ki pomaga socialno-varstvenim zavodom pri obvladovanju okužbe s COVID-om. Skupina je bila ustanovljena na začetku, ko smo začeli, oziroma ko smo doživljali COVID pred 2 leti. In predvsem sem tudi domska zdravnica. Zato bi najprej rada povedala eno željo naših stanovalcev. In ta želja je, da si želijo čim bolj normalno živeti, da želijo še rojsten dan praznovati še z ostalimi sostanovalci in za svojimi svojci, da želijo, da jih lahko svojci obiskujejo in da čim manj časa, kolikor je le možno, preživljajo v bolnišnicah, brez zamere kolegom bolnišničnim zdravnikom, ampak mislim, da vsi vemo, o čem govorimo. Ker so to skrajno neugodna okolja, je seveda zavedanje in pa izkušnje, ki smo jih imeli v domovih, v prvih valovih, pripeljalo do tega, da kar se cepljenja tiče, v domovih praktično nismo imeli težav. Procenti precepljenosti so višji kot v splošni populaciji,
In ko je prišla okužba z delta valom, je bilo to vidno tudi v praksi. V domovih praktično nismo imeli težkih potekov okužb. Imeli smo okužbe, seveda smo jih imeli, in temu se pač skušamo izogniti za splošnimi ukrepi, kolikor se lahko. Moramo pa razumeti, da ko rečemo, da ščitimo ranljive populacije, ščitimo populacije, ki imajo ogromno število diagnoz, ki so zelo stare, ki imajo ogromno število zdravil, pred tem, da bi zboleli tako in na takšen način, da bi potrebovali bolnišnično zdravljenje. In zato seveda moramo uporabiti vse, kar imamo na voljo, in zavedanje tako stanovalcev kot tudi svojcev je na visoki ravni. To moram povedati in zato se zahvaljujem vsem, tako našim sodelavcem, vsem zaposlenim v socialno-varstvenih ustanovah, vsem stanovalcem, ki so izkazali visoko stopnjo odgovornosti do sebe, do svojih sostanovalcev in tudi svojcem, ki razumejo, kaj pomeni okužiti nemočnega, starejšega človeka, ki lahko potencialno odide v bolnišnico in se za njega lahko življenje tam tudi konča. Tako da jaz mislim, da lahko samo še ponovim besede naših sogovornikov in lahko tudi pritrdim, da smo domski zdravniki zdravilo Paxlovid že pričeli uporabljati. Povezani smo na forumu, kjer smo praktično vsi, kakšnih 120 nas je, zelo dobro informirani. Informacije o zdravilu so prejeli praktično vsi že 2 tedna nazaj. Takoj, ko je prišla informacija, da bo čez nekaj dni zdravilo na voljo v lekarnah. Povratne informacije so dobre. Cepiti smo začeli, moram reči, da je bilo malo taktiziranja strani naših stanovalcev, so čakali kombinirano cepivo, kljub temu so se mnogi že avgusta cepili. Cepljenje teče na polno. Mi smo pocepili že več tisoč doz v teh 2 letih, težav praktično nismo imeli. Tako da posegamo po vsemu, kar imamo na voljo in tako bomo počeli tudi v prihodnje. Še enkrat res zahvala vsem našim stanovalcem in pa zaposlenim in svojcem, ki se ravnajo odgovorno in nam pomagajo ohraniti zdravje naših uporabnikov. Hvala lepa. Državni sekretar Ostrc je, smo 2 tedna nazaj na vprašanje, kdaj bo začela ta promocija cepljenja, dejal, da ko pride to novo cepivo BA4, BA5, da je tukaj, kdaj lahko pričakujemo promocijo cepljenja in na kakšen način? Promocija cepljenja bo potekala v sodelovanju z NIJZ, slogani, z letaki in tako naprej, da bomo pač pozvali ljudi, da pridejo v cepilne centre, ki so odprti, ki so že na razpolago in dostopni. V tem trenutku ni nobene potrebe, da bi organizirali mobilne enote, ki bi hodili okoli in pa dneve cepljenja, zato ker je tako široko dostopno vse, da je zdaj odprto in želimo pravzaprav res tako, kot nismo nikoli imeli cepilnih centrov za gripo, da enako to pravzaprav združimo, da ljudje pridejo prostovoljno, da so ljudje opolnomočeni, mi moramo pa poskrbeti pravzaprav, da to izpeljemo. Če bi se pa kasneje pokazalo, da zaradi, bom rekel, predvsem pri invalidih ali pa pri tistih, ki imajo res neko težko dostopnost, bomo tudi to uredili. Še enkrat, zavedamo se nove realnosti, smo pripravljeni in takoj se bomo odzvali na spremembe. Iz nekaterih krajev recimo poročajo, da tam cepilni center v zdravstvenem domu cepi recimo samo 1-2 uri na teden, nekateri imajo pač službe čez dan. Zakaj mogoče vseeno ne bi spodbudili zdravstvenih domov, da povečajo to? To smo jih že, tako da v bistvu mi smo to že posredovali ne enkrat, večkrat, tako da jaz bi vas pozval, če ljudje res, ali pa da se ljudje obrnejo na nas, kjer so tisti zdravstveni domovi, kjer se ne upošteva navodili, bomo takoj tudi odreagirali, ker menimo, da posploševanje ni na mestu. Skratka, če je nekdo, ki ne izvaja tistega, bomo tudi pripravili.
Jaz imam vprašanje glede osvežitvenega odmerka, namreč če greš na osvežitveni 3. 4. in dobiš digitalnega potrdija, kaj naj naredijo ljudje, ki veliko potujejo, ki potrebujejo vize in kdaj bo to sprejeto na evropski ravni? Ja, to je dilema, ki ni bila usklajena na ravni ministrstev za zdravje. Mislim, da se zadeva na ravni komisije EU usklajuje. Mi redno spremljamo vse mednarodne depeše, zdaj jasnega odgovora na to nimam. Je pa dejstvo, da pač odprej že velja, zdaj ta nova zgodba je tako odprta. Jaz verjamem, da bo na ravni Evropske komisije, takoj ko bo dosežen konsens, to ni sporočilo. Zdaj nimam odgovora, ker ga ni. Aha, in kaj pa da naredijo mogoče, kaj bi jim predlagali? Sej, v bistvu, v tem trenutku ni omejitev potovanja. Sej, zaradi tega pač ni nikjer, da ti moraš kakorkoli imeti. Verjetno je to vezano, namreč, ko smo se pogovarjali tudi v Pragi na neformalnem srečanju, je bila tema digitalno potrdilo za cepljenje za vse. Vendar je bil predpogoj ja, za vse, vendar to ni potni list, da lahko potujemo. Torej, meje so odprte, Evropa ostaja odprta, nikjer ni pogoja, da ti rabiš to digitalno potrdilo. Tako bo mislim, da tudi naprej, ker se nekje vsega so bila upozorila večjih držav, ja, digitalno, da vemo, vendar ne kot potni list in ne omejevanje gibanja, ker ni potrebe. Glede na to, da zdaj imamo vsak dan nad 3000 plus, me zanima, če je smiselno znova uveljaviti maske v notranjih prostorih, kjer je večja masa ljudi, ne samo kot priporočilo, ker se pač mnogi tega ne držajo. Maske so v tem trenutku priporočljive. Res je, da zdaj imamo, oziroma bomo kratkim imeli veljaven ZNB. Še enkrat, mi smo pripravljeni vsa priporočila, vsako obveznost, če jo bomo upeljali, predvsem nošenje mask v zaprtih prostorih, kjerkoli drugje, bomo tehno proučili in tudi sporočili. Za zdaj, glede na epidemiološko situacijo, glede na obremenitev bolnic, ostajamo tukaj, kjer so, ampak še enkrat, smo pripravljeni na vse scenarije, spremljamo iz tedna v teden. Dejstvo je, da ni enega ukrepa, ampak je več ukrepov in teh več ukrepov pač skušamo za sinergijo, da bomo pač kot družba ostali tudi odprti. Glede na vsa nova zdravila in cepila, ampak prihaja zimski čas, bilo se bomo tudi v zaprtih prostorih, pa kot nekaj sočirajo, me zanima, če pričakujemo lahko tudi zaprte cestnih objektov oziroma večje ukrepe za naprej. Ne. Smem reči, gospod minister, je ministrstvo kaj predvidevalo, da boste dodatno nagradili ekipe, ki se ukvarjajo s cepljenjem? In če lahko poveste, v kakšnih zneskih bodo ti nagrajeni? Nismo predvideli in ni zneskov. V bistvu mi se želimo vrniti v normalo, kot se cepi za gripo, se za COVID, tako da ne želimo več v sistemu imeti izrednega stanja in nagrajevati. Razen upeljani bodo COVID dodatki, ostali bodo za tiste, ki neposredno delajo z COVID bolniki. Še vprašanje, cena novih cepiv v primerjavi z koliko je danes ena doza cepiva stane? Imamo podatek? Mislim, da ga ni. Jaz osebno nimamo tega podatka, ker je to preko HERA in preko vsega in je zaprto, ampak to se morate vedeti, cepivo nabavljamo preko HERA združeno celo Evropo. Lahko še glede na pomanjkanje situacije v tistih nočnikov, pa potencijalnih podprašam? Ne, nič COVID. Danes smo na temu COVID-a, smo včeraj govorili, je to vse jasno, pač dajte razumeti. Ja, meni se zanima, na spletni strani vlade še vedno objavljen protokol testiranja, po katerem v primeru, da si doma pozitiven na testu uradnem negativen, moraš iti na PCR. Iz prve roke lahko povem, da sem govoril z ljudmi, ki so jim v zdravstvenem domu rekli, da na PCR pošiljajo samo kronične, slabele, starejše kronične bolnike. Je pa tudi strokovna skupina, posvetovalna skupina, mislim, da avgusta predlagali neke spremembe. Kateri protokol zdaj velja, kako naj se ljudje obnašajo? Jaz bi tu propustil štipne. V redu, kar se tiče protokolov testiranja, ja, je bilo nekaj zmede, nekaj, bom rekel, nejasnosti, ampak ti protokoli se zdaj posodabljajo, tako da v bistvu je bilo več protokolov združenih, eni so bili še starejši, tako da v bistvu je pripravi enoten protokol skupaj s stroko, tako da bo ta
ta zgodba drugače zapeljana, ker v bistvu mi potrebujemo nekaj PCR testiranja zaradi sekvenciranja, zato da vemo, katere variante krožijo pri nas med nami, a ne? Tudi da vemo, katero, bom rekel, varianto uvažamo v Slovenijo, ampak zaradi drugače pa PCR testiranje velja bolnišnice ob sprejemih, takrat se je to potrebno. Kaj, zdaj še vedno za tem velja tisto, kar je objavljeno, da zdravniki, a ne izvajalci testiranja so dobili jasno navodila prav strani Ministrstva za zdravje in točno poznajo ta protokol. Tako da v bistvu, če se vi na testiranje pridete, če se v bistvu naročite preko izbranega osebnega zdravnika, bo on točno vedel, kakšen je ta protokol. Prej ste omenili, da skozi zimo oziroma jesen do najbolje šle države, ki so rizične skupine najbolj odzemni, kje smo mi na tem? Zdaj z četrtimi oziroma drugimi poživitvimi odmerki zadnje številke govorijo, da smo pocepili 27,000 oseb. Kar je odkar zdaj so nova prilagojena cepiva na voljo, vidimo, da se je začelo premikati. Prej smo stagnirali tam na 7-14 tisoč zelo veliko časa in zdaj so se zadeve začele premikati. To pomeni, da ta pristop, to pomeni, da ljudje sedaj vejo, da je novo cepivo na voljo, prilagojeno za omikron različico 2.5, je sprožilo tako v DSO-jih, kot drugod nekako, da ljudje pristopajo. Merili se bomo potem na koncu. Do sedaj smo bili ne najbolj uspešni, ampak smo pa imeli dobro precepljenost. Jaz mislim, da bomo tudi tokrat vse države se spopadajo pač z neko širšim nezaupanjem ali skrbi, ampak počasi mislim, da se zadeve kristalizirajo, da je jasno, da so rizične skupine tiste in da je jasno tisto, kar je bilo mogoče na trenutke zabrisano, da se cepimo za preprečevati hude poteke bolezni. Torej potencialno se lahko okužiš tudi cepljeni, ampak okužba je blaga. In to je tisto. Torej cepiva delujejo, kar preprečujejo hude poteke bolezni. Kar nisem mogoče izpostavil, ko sem imel možnost govora, je to, da sem rekel, da gremo zdaj še enkrat skupaj čez eno sezono COVID-a in gripe. To pomeni, da cepljenje proti gripi, ki se bo začelo predvideno v sredini oktobra, cepiva se bo razdeljevalo v prvih 2 tednih, verjetno oktobra, ostaja še vedno zelo pomembno, zato ker pravzaprav tudi hudi poteki gripe so tisti, ki povzročajo breme, torej smrti ljudem in seveda tudi bremenijo zdravstveni sistem. Tako da ta kombinacija najbolj uspešnih držav bodo tiste, ki bodo dobro poceple gripo in COVID, okoli gripe pa ne blestimo ponavadi, tudi tam pa res ne blestimo in to je ta spodbuda. Torej cepi se lahko tudi oseba istočasno, ko bo na voljo, to ne bo nobena ovira, tako da pristop najbolj ranljivih skupin, seveda vsak se lahko cepi gripo, ki se želi, je tudi priporočljivo, ampak pravzaprav za vse tiste nad 60 let starosti, poživitveni odmerki, osnovno cepljenje COVID, cepljenje gripa, to je tisto, kar bo spremenilo in bo pokazalo, kako bomo šli skozi to jesen in zimo. Kakšen pa je potek, če pride oseba na 4. odmerek, dobi avtomatsko to prilagojeno cepivo ali lahko izbira in pa kaj z ostalimi cepivi, torej tistimi neprilagojenimi ostaja, kaj je z njimi, je morda preteklo rok, kakšne so številke in kaj bomo z njimi, če bo večino interesa za ta prilagojena cepiva. Okoli samega postopka na cepilnem mestu, jaz mislim, da lahko osebi kolegice iz Zdravstvenega doma Ljubljana boljše govorijo, ampak osebe pravzaprav vem, da vprašajo, če je prilagojeno cepivo na voljo in ga tudi dobijo. In tako mora biti, najbolj v tem trenutku, vem, seveda javna sredstva, cepiva, ki se uničujejo, ni nekaj lepega, ampak kot epidemiolog jaz bom zagovarjal visoko precepljenost. In če je jasno, da zdaj ljudje vejo, da je novo cepivo na voljo, pričakovano bojo vprašali za novo cepivo. Torej, omikron prilagojena cepiva, jaz zagovarjam, da so oba odlična cepiva, ampak pravzaprav osebi naj dobijo tisto cepivo, pravzaprav prilagojeno, ki si ga želijo, pomembna je precepljenost. Na dolgi rok bomo prešparali, država bo prešparala bistveno več, da gremo skozi to jesen in zimo zaščiteni z manjkim bremenom COVID-a, kakor tisto, ko bo zapravljeno za cepiva, ko potencialno bo šla uničenje. Je pa smiselno razmišljati, kakšne so potrebe in preden cepivo pride v državo pristopiti, kakor vem, da Ministrstvo za zdravje tudi pristopa v projekt oziroma pobudo COVAX, to pomeni deljenje pravzaprav enakopravno cepiv, ki mogoče bi pripadali Sloveniji, pa Slovenija jih ne potrebuje, da je pač dostopnost globalna, ker pandemija je še vedno globalna, tako da cepljenje je dostopno tudi v tistih državah, ker niso tako
dajmo reči, privilegirani kot Slovenija, ker pač vsak se lahko cepi tako rekoč za bogatstvo. Mogoče še glede cepiv ne B5, poleti je dr. Juhan dejal, da takrat cepljenje, ko so bila še stara cepiva za mlade s 4. poživitvenim odmerkom ni smiselno, a se je zdaj situacija kaj spremenila? Priporočila so močna za rizične skupine in vsem nad 60 let starosti. Cepivo je pa na voljo vsem. Zdaj odločitev v tej fazi s trenutnimi podatki, ki so na voljo, tudi druge evropske države prepuščajo posamezniku. Vsak se lahko odloči, ve zakaj. Zaščita je pravzaprav zelo dobra že po celo starimi vuhanskimi, a ne glede samega hudega poteka bolezni, ampak zdaj dodatni poživitveni odmerki, govorimo o 4. oziroma 2. poživitvenem odmerku za mlajšo populacijo, ni tako ključna, je pa seveda lahko odločitev posameznika. Pogojena je na to tudi, da te bo zaščitilo proti okužbi ter za krajši čas. Lahko tudi vpliva na dolgoročne posledice dolgega COVID-a, podatki so sicer skopi, ampak dajmo reči, prioriteta je to boljše, je se ne okuži. To velja za celotno prebivalstvo, tudi pobuda je pravzaprav, da vsak, ki se želi cepiti, zaščititi s farmakološkimi ali nefarmakološkimi ukrepi, naj pravzaprav to stori. Boljše se je ne okužiti to sezono. Virus je premalo časa z nami, da bi vedeli vse o njemu. Mogoče še to glede na projekcije, ki gotovo z njimi razpolagate za jesen. Koliko težav imamo lahko zaradi tega, ker ljudje v veliki večini v zaprtih prostorih v javnem prevozu ne nosijo mask, kljub temu, da ste jih priporočili? Ja, še enkrat, ukrepi so in priporočila jih je pravzaprav več. Če bi obstajalo eno priporočilo, maska v javnem prevozu, ki bi rešila zadeve, jaz sem prepričan, da bi vse države posegle po njemu in bi rekli, ok, vem, če imam masko v javnem prevozu, pa zapravo bo obvladoval okužbe. Pač ni res. Vsi te nefarmakološki ukrepi si nekako pomagajo med sabo, njihova učinkovitost je, ni pa popolna. Avstrija zagotovo ima, mislim, FFP2 maske v javnem prevozu pri številu okužb nas je prehitela. To so dejstva, ki se jih moramo zavedati. Seveda problem, zdaj v parih minutah ne moram zajeti celotno kompleksnost. Ampak smisel je, imamo farmakološke ukrepe, zdaj je smiselno ciljati na njih, dokler je epidemiološka situacija takšna, maska v zdravstvenih ustanovah, kar se da in kjer je priporočena seveda, da se nosi. Če so potrebne obveze, ja, so potrebne verjetno v naslednjih fazah, ko pravzaprav je zdravstvo pod prevelikim pritiskom. Sedaj si želimo priti čez to jesen in zimo na drugačen način, ker je fokus drugod. Vsekakor pa jaz priporočam vsem, da v zaprtih, slabo prezračenih prostorih na javnem prevozu nosijo najboljšo masko, ki si lahko imeli na razpolago.